Vredo. Tako začnemo. Danes smo vas poklicali zaradi tega, da novo izvoljen župan dr. Andrej Krištavec poda izjavo v zvezi z dogajanjem predvidenega zaposlovanja novih ljudi za nedoločen čas v mestni občini Maribor. Zaposlovanje bi se naj zgodilo danes. Prosim, župan, če podaš izjavo. Ja, dober dan. Hvala lepa, da ste prišli. Z vašo pomočjo bi rad obvestil javnost, da želi odhajajoča se ekipa bivšega župana z današnjim dnem zaposliti vsaj 7, če ne 8 delavcev za nedoločen čas. Razpis za ta delovna mesta je bil objavljen pred časom v predvoljivnem času. Na to sem opozoril in zaprosil, da zaključijo z vsemi postopki v zvezi s tem. Postopki se nadaljujejo. Včeraj so nas delavci, ki so sprejeli moj poziv, da se na mestni občini ne dela nič razen rutinskih tekočih zadev, obvestili, da se pripravljajo sklepi za te zaposlitve. Na ta način mestna uprava, gospa Danica, gospa Štajnerjeva, krši dogovore, krši poziv, ki sem ga dal njej, vsem vodilnim delavcem, vsem zaposlenim, da ne delajo ničesar, kar je izven rednih zadev. Še posebej pa ne, da bi se sklepale kakršnekoli pogodbe, ki imajo obvezujoč karakter potem za novega župana. Na ta način tudi kršijo določene člene delovne zakonodaje in na ta način tudi kršijo poziv proti korupcijske komisije, ki je povedala, da bo posebej budno pazila klientelistična zaposlovanja na mestni občini Maribor. Danes sem bil torej dvakrat pri gospe Milici Štajner in iz teh dveh obiskov sem ugotovil, da je odločena izpeljati to zaposlitev, te zaposlitve in glede na to, da menim, da je to popolnoma nevzdržno, oziroma s tem srečanjem z vami obveščam javnost, kaj se bo zgodilo. Kaj boste zdaj? Sedaj moramo počakati na to, če bodo ti kljub našim danes dvakratnim opozorilom do tega naj ne dela, da to v direktnem nasprotju z mojo voljo, direktnem nasprotju s pozivi, ki sem jih omenjal. Če se bo to zgodilo, bomo potem v skladu z zakonskimi možnostmi ukrepali. Samo malo da prekinem. Prosim, predstavite se novinarje, jaz vse poznam, novo izvoljeni župan pa še ne. Sad se jaz televizija Slovenija Maribor. Mene še zanima, kako pa komentirate vse te očitke vaše tesne prijateljice Vesne Vuk Godina o tem, da v bistvu tudi vi politično kadrujete, da ste v bistvu marioneta v rokah drugih in ostale očitke, ki so danes in ki bodo tudi jutri še objavljeni v časniku Večer. Ja, v zvezi s tem sem že podal izjavo, da sva z Vesno na to temo večkrat govorila, kar se meni zdaj, da sem ji zadovoljivo pojasnil svoja stališča. Glede na to, kar so včeraj novinarji sporočili, sem povedal, da nič v zvezi s tem, kar tam piše, ni točno. Natančnejši komentar bom pa lahko podal takrat, ko bom tudi to prebral, torej integralno verzijo besedila Vesne Vuk Godina. Pa ste bili presenečeni nad tem dejanjem njenim? Vsak človek ima svoje mišljenje, živimo v svobodni družbi in je čisto normalno, da vsak kdo pove svoje mnenje. Hvala lepa. Danica Ksela Pop TV, kako odgovarjate na očitke gospe Milice Štajner, da v zadnjih dneh vi in vaša ekipa izvajate na njo in na nekatere sedaj že tam zaposlene velik pritisk? Ja, če to čuti kot pritisk, je to čisto dobro. To pomeni, da je opazila, da sem bil dvakrat v pisarni in da sem dvakrat jasno povedal, da ne želim, da dela to, kar hoče narediti. Nam lahko predstavite morda že vašo novo ekipo? Novo ekipo bom predstavil v ponedeljek 8. aprila. Kdo pa so te osebe, ki so v teh pogodbah predvidene, oziroma ki bi naj dobile zaposlitve? So pravno-tehnični delavci. In zaradi tega, ker so pravno-tehnični delavci menijo, da lahko zelo na hiter način izpeljajo te zaposlitve. Z imeni ne bi operiral, pa se ve natančno, koga želijo vse zaposlitve, da ta način krši njihovo integriteto. Kak mislite,
če se bo ta zaposlitev izpeljale, kak mislite zoper njih ukrepati? Je že kakšna strategija pripravljena? Kot rečeno, odprava sistemizacije na zadnje sprejete, ker osnova za zaposlitev v tej sistemizaciji na ta način pač osnove več ni in boš potem po skladu zakonu naprej ravnali. Hvala lepa. Lidija Cokan, Radio Maribor. Mene še zanima, v ponedeljek je seja mestnega sveta. Napovedali ste že, da bo predlagana točka tudi zamrznitev cen komunalnih storitev. Na tej seji še tega ni. Bomo pa v kratkem naredili novo sejo. To smo se danes na mestni občini pogovarjali, ker je še več drugih zadev, ki ne bodo mogli čakati na prihodno redno sejo mestnega sveta. Druge morebitne dopolnitve, kjer točke boste mogoče še predlagali v ponedeljek? Ne, v ponedeljek ne bom predlagal, ampak potem, ko se sestanemo z odgovornimi, ki pač pokrivajo delo mestnega sveta. Kako boste pa poskrbeli za prisotnost vaših podpornikov? Pogovarjamo o točno določeni temi. Danes glede protestov, lahko še danes vaš komentar na to, se boste jih udeležili? Torej, dva vprašanja sta bila, ne. Odgovorni, ki pripravljajo sklic seje mestnega sveta, so danes, torej to strokovnjaki, ki to delajo, torej ne politično vodstvo, ne. Tako strokovnjaki, ki to delajo, danes, ko sem imel obiskal na mestni občini, sem jih zaprosil, da zagotovijo možnost spremljanja in pravijo, da bo postavljen velik skrin spodaj v avli, tako da bo javnost lahko normalno spremljala sejo mestnega sveta. To je bilo prvo vprašanje, drugo vprašanje pa je bilo v zvezi z današnjim najavljenim protestom. Jaz se ga bom udeležil, potem, ko bom opravil druge obveznosti. Po 5. imam srečanje z ameriškim veleposlanikom, ki je trenutno v Mariboru, potem ob 6. otvarjam eno razstavo v Pokrajinskem muzeju, potem bom pa prišel tudi do mestne občine in bomo videli, kaj se tam dogaja. Tokrat, če se gre samo eno vprašanje. Ali Špregnik, na Radio 1. Mene pa zanima, če veste, ekipa, ki vas obdaja, ali so vas res na nek način, kot se govori, ugrabili in ali veste, kakšen politični pretekli predivej imajo ljudje in pa kakšna je njihova zgodovina. Ja, dobro, zdaj so to 3 vprašanja. Zdaj se vam zdi, da sem ugrabljen, no, jaz se ne počutim ugrabljenega, zdaj, če gre za tako subjektivno oceno. Ljudje pa boste videli, ne, da imajo zelo različne zgodovine, tudi tako kot imam jaz različno in pestro zgodovino. Da ni nekega, rekli, političnega skupnega imenovalca, da bi lahko rekli, ki vsi so, tako se je nekoč govorilo, zares, pozitivna Slovenija, ne vem kaj vse. Naj dodam, moje ime je namreč že znano, če sem jaz tisti, ki sem politično nastavljen, potem pa lahko sami poiščete odgovore. Hvala lepa. Samo eno vprašanje še in sicer zamenjava v vodstvo Nigrada. Ali to drži, da na to mesto prihaja gospod Jager? Ne, to je nič ne vem o tem. Hvala lepa.